Za nakup cerkve v Košakih na prvi dražbi ni bilo zanimanja. Začenja se preventivna akcija policije 00 šofer. Mariborsko središče se je spremenilo v Evropsko vas. Dober večer želim. Včeraj smo že poročali, da bo danes dražba cerkve v Košakih. Prvi poskus prodaje še nedokončane cerkve je bil neuspešen, saj na dražbi ni bilo nobenega kupca, ki bi bil pripravljen zanje odšteti skoraj 1,7 milijona evrov. Še pred sodnimi počitnicami bo Mariborsko sodišče določilo datum druge dražbe, ko se bo cerkev prodajala po polovični ceni. Razlog za prodajo so dolgovi do propadlega podjetja SCT, glavnega izvajalca pri gradnji. Župnija Košaki mu dolguje dobrih 600 tisoč evrov, saj SCT v zameno za plačilo ni dobil zemljišča, kot je bilo dogovorjeno pred začetkom gradnje. Košaški župnik Igor Novak je zadovoljen, da dražba ni uspela in upa, da bo nadškofija za cerkev vendarle našla rešitev. Mi smo zelo upali, da se bo to zgodilo, čemur smo danes priče. Pričakujemo, da bo v tem stilu zadeva šla naprej in da bomo jeseni, če Bog da nam srečo, z nekim pametnim dogovorom zadevo rešili tako, kot se spodobi za cerkveni objekt. Kakšen je ta pameten dogovor? Se pravi, da pridemo do neke pametne številke in da zadevo poravnamo, da bo volk sit in koza cela, predvsem pa, da bomo lahko ta cerkveni objekt čim prej začeli uporabljati. Nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju pa še ne bo treba v zapor. Sodišče je namreč ugodilo njegovi prošnji, da ga najprej pregleda izvedenec psihiatrične stroke. Z manevrom naj bi pridobil še kakšen mesec ali dva na prostosti. Kangler je bil na 7-mesečno zaporno kazen obsojen zaradi dodelitve občinskega stanovanja v deževalki Karin Ježoviti. Kangler bi moral za rešetke že prejšnji ponedeljek, 28. aprila, zaradi slabega zdravstvenega stanja, tega ne bi bil sposoben. Želi, da ga pregleda psihiater. Politično obsojen, da sem bil obsojen na 7 mesecev zapor za to, da sem izgubil mandat. Takšne posledice in takšne krivice verjetno se tudi pri počutju človeka poznajo. Kangler je zaprosil za prestajanje zaporne kazni v eni od alternativnih oblik, a je sodišče njegovo prošnjo v začetku aprila zavrnilo. Njegov zagovornik je na višje sodišče vložil pritožbo, a se v njej še ni izreklo. Bom to kazen odslužil, tako kot vsi drugi politični zaporniki v Sloveniji. Ljudje pa ne sami presodijo. Če so lahko posiljevalci na pogojnem prostosti, da so pa mene obsodili na 7 mesecev strogega zapora, ne pa odprti oddelek, pa verjetno je vsaka beseda odveč. Sicer pa vse več obsojencev zaproša za prestajanje zaporne kazni zunaj celic. Vikend zapor trenutno prestaja okoli 50 obsojencev. Sodišče jo lahko izreče obsojenim na do 3 leta zapora, a obstajajo pogoji. Obsojenec mora biti zaposlen, samozaposlen ali opravljati kmetijsko dejavnost. Kratkotrajne kazni v bistvu nimajo prevzgojnega učinka, imajo pa za posledico, da obsojenca odtegnejo s tokov vsakodnevnega življenja, kar ima celo vrsto lahko psiholoških, socioloških in ekonomskih posledic. Sicer si je Kangler v 6 letih županovanja nabral kar 16 kazenskih ovadb. V 11 potekajo postopki, 4 je sodišče zavrglo. Delničarji tovarne olja Gea iz Slovenske Bistrice so na včerajšnji skupščini, na kateri je bilo prisotnega dobrih 41% kapitala, odločili, da si izplačajo za skoraj 364 tisoč evrov dividend oziroma 0,30 evra na delnico. Razdelili si bodo bilančni dobiček iz let 2008 in 2009, medtem ko bodo preostali dobički v skupni višini skoraj 1,5 milijona evrov preneseni v naslednja leta. In zdaj na ceste. Alkohol je tisti, ki na naših cestah vzame največ življenj. Z njim je namreč povezana vsaka 3. smrtna žrtev. Da bi nekoliko omejili ali vsaj zmanjšali uživanje alkoholnih pijač, preden sedemo za volan, policisti po državi izvajajo preventivno akcijo 0,0 šofer. Z njo pa preverjajo vsebnost alkohola pri voznikih. Poglejmo, kako vzorni so bili vozniki, ki jih je ujela naša ekipa v sestavi Ana Marija Bosak in Teo Hol. Policijska kontrola dopoldne na Zagrebški ulici na Teznu. Bomo policisti postredno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Akcija pa bo potekala na celotnem območju policijske uprave Maribor. V tem času bomo izvedli več krajših postrednih nadzorov. Alkohol je še vedno najpogostejši dejavnik hudih nesreč v prometu. Če povem samo podatek, za prve 4 mesece letošnjega leta je ta delež povzročiteljev, ki so bili pod vplivom alkohola, nekje 75%.
Čeprav so ustavili več voznikov, ki so opravljali test alkoholiziranosti, pa med našim snemanjem ni bil nihče vinjen. 0,0. Tudi vedno takole sedete? 100%. Že leta. Nikam ne vodi, premala plača, je plačeval še to, ne. Ne pijem alkohola, sploh. Zaradi vsega, pa malo tudi zdravstvenih razlogov in tako dalje. Sploh drugače tudi ne pijem v prostem času. Čeprav je najbolje, da so vozniki trezni, pa je določena stopnja alkohola v krvi zakonsko vendarle dovoljena. Vozniki začetniki morajo imeti 0,0, potem poklicni vozniki, tudi vozniki inštruktorji v šolah voženj. Ostali vozniki pa lahko imajo do 0,24 mg alkohola na liter izdihanega zraka. V akciji, ki bo trajala še ves vikend, še posebej po noči, bodo alkoholiziranost voznikov poleg rednih preverjale še dodatne ekipe policistov. Pred 2 letoma je tudi v Mariboru zaživela enota za paliativno oskrbo bolnikov z neozdravljivo kronično napredovalno boleznijo in njihovih bližnjih. O pomenu tovrstne oskrbe želijo zavestiti čim več zdravstvenih delavcev in v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru so tako pripravili 2-dnevni strokovni posvet, 3. Mariborska šola paliativne oskrbe. O ustrezni obravnavi bolnikov z neozdravljivo kronično boleznijo tudi zdravstveni delavci ne vedo vedno dovolj. To ni samo skrb za umirajočega, da se za bolnike lahko naredi več tudi v drugih periodih takšne kronične bolezni. Koliko je potrebno dati človeku, ki odhaja iz življenja, da dobro preživi zadnje dni in da umre v miru. Za paliativne bolnike trenutno v Mariborskem kliničnem centru skrbi skupina 4 zdravnikov, medicinske sestre, socialni delavki in psihologinja. Hkrati pa vsak oddelek ima 2 predstavnika, ki bolj tesno sodeluje s to enoto. Člani paliativne enote ugotavljajo, da želi več kot polovica neozdravljivo bolnih umreti doma. Dom je naravno okolje za umirajočega bolnika. Se pravi, da bo treba delati tudi na tem, da se bojo organizirale službe, ki bojo lahko na terenu te stvari izvajale. Samo hospic in samo patronažna služba slej ko prej ne bosta dovolj. Na pomislek, da bi morda zaradi varčevalnih ukrepov v zdravstvu tudi tiste bolnike, ki jim je še mogoče pomagati, predčasno pošiljali domov, pa stroka odgovarja. Tako kot prepoznavamo faze bolezni, tako tudi vemo, kdaj se približuje smrt. Znamo prepoznati to. In če pripravimo svojce, da je to in vejo, kaj bojo pričakovali, mi tu v bolnici ne moremo nič več narediti, kot se da narediti na domu. Da bi lahko bili umirajoči deležni ustrezne oskrbe v bolnišnicah in na domu, bo treba zagotoviti ne le dodaten denar, temveč premagati tudi številne birokratske ovire, ugotavljajo udeleženci posveta. 9. maj je dan Evrope, praznik evropskega povezovanja in sodelovanja. To je tudi dan, ko se spominjamo konca 2. svetovne vojne in osvoboditve Ljubljane. V 8 mestih po Sloveniji je zato več kot 250 izobraževalnih ustanov in na stotine otrok dopoldne predstavilo svoje znanje o Evropski uniji in njenih državah. Središče Maribora se je danes spremenilo v Evropsko vas. Mladi so na številnih stojnicah predstavljali in spoznavali države članice Evropske unije, njihovo kulturo, kulinariko in običaje. Predstavljamo Luksemburg, torej njene sosednje države, koliko gradov ima. Najbogatejša država je, pa spada med manjše države. Značilne češke jedi so ocvrti, sir, golaž, svinjske zarebnice, cmoki, zelje. Francija je zelo posebna država, je seveda izmed največjih svetovnih velesil, je izjemna do turističnega vidika, izjemna iz političnega vidika. V Evropski uniji živi 96 milijonov mladih, kar predstavlja 20% populacije. V uniji vidijo dobre in slabe stvari. Bolj spoznamo druge države, ker smo vseeno bolj član tega, smo v tem mi tudi in da smo bolj odprti. Premalo zaposlitev, ampak zagotovo pa možnost za dobro izobrazbo, za dobro za širjenje znanj, ker lahko potujemo. Mladi so evropske države spoznavali skozi vse šolsko leto. Informacije so pridobivali tudi v sodelovanju z veleposlaništvi in svojimi partnerskimi šolami v tujini. Zagotovo jim prinese izkušnje v raziskovanju, nečesa novega, kako priti do podatkov, kako podatke ovrednotiti. To je danes kar velik problem, kritično vrednotenje podatkov, ki jih pridobimo na vsakem koraku. Danes so osnovnošolci evropske države predstavljali še v Murski Soboti, Slovenj Gradcu in v Celju, v Ljubljani, Radovljici, v Novi Gorici in Kopru.
Izbrani sodelavci televizije Maribor pa se te dni udeležujejo mednarodne konference organizacije Cirkom Regional, ki združujejo regionalne postaje javnih televizijskih hiš iz 30 držav. Letos konferenca poteka v Cavtatu pri Dubrovniku na Hrvaškem. Od tam se oglašata Ana Bučar in Matej Korošec. Dober večer za začetek kolegici Ani Bučar. Dober večer in lep pozdrav iz Cavtata, kjer se počasi izteka konferenca s Cirkom. Ustvarjalci regionalnih programov, teh je v združenju kar 280, v teh dneh razpravljamo o velikih spremembah in izzivih, ki jih v naše delo prinašajo tehnološke, politične, ekonomske in socialne spremembe v regijah. Namen konference je predvsem spodbujanje ustvarjanja kvalitetnejših programov, ki bodo sledili potrebam in zahtevam gledalcev in posebnostim v regiji, v katerih živijo. Člani organizacije pa kakovost svojega dela merimo tudi v tekmovalnem delu konference. Tako je, pri Cirkom se imenuje vsakoletni tekmovalni del konference v 10 kategorijah, od tematsko-informativnih, dokumentarnih, športnih, igranih do najbolj nenavadnih in oddaj evropsko aktualnih vsebin. Prav v slednji smo ustvarjalci televizije Maribor prispevali največ različnih novinarskih izdelkov. Kot ena najmanjših članic smo v ocenjevanju ponudili kar 9 tematsko različnih izdelkov. No, čeprav nismo bili nagrajeni, pa je bilo naše delo ne samo opaženo, temveč tudi odlično ocenjeno. Sicer pa naj dodam še to, da je večina sodelujočih regionalnih postaj po ustroju in denarju, ki ga imajo na razpolago, nekajkrat večjih od celotne slovenske nacionalne televizije. Toliko iz Cavtata in lep pozdrav. No, upajmo, da so na konferenci kakšno besedo namenili tudi etičnemu novinarskemu poročanju. Tega je v zadnjem času vse manj, žal pa vse več in preveč tabloidnega poročanja. No, v Državnem zboru pa so danes slavnostno sejo zaznamovali 10-letnico članstva Slovenije v Evropski uniji. Govorniki so bili kritični, a s pogledi optimistično usmerjenimi v prihodnost. Predsednik republike Borut Pahor in tudi drugi so poudarili predvsem tesno povezavo med članstvom in osamosvojitvijo. Kaj se še trenutno dogaja po Sloveniji pa v slovenskih novicah? Ljubljanski župan Zoran Janković je v govoru na slavnostni seji Ljubljanskega mestnega sveta dejal, da sta njegovi želja in ambicija biti župan Ljubljane, ter da si želi še 3. mandata. Kot je še pojasnil, je to odvisno od dogovora s sodelavci na občini ter v stranki Pozitivna Slovenija. Ustanovni kongres nove, neodvisne politične stranke, ki jo je napovedal pravnik Miro Cerar, bo predvidoma v drugi polovici maja. Kot je pojasnil Cerar, datum še ni določen, saj čakajo na določitev roku za predčasne volitve. Prav tako še niso določili imena stranke. Predsedniki sindikatov v Tešu, Demo in Sengu, Danijel Tajnik, Bojan Majhenič in Gorazd Leban, ter predsednik sindikata energetike Branko Sevčnikar so danes izrazili zaskrbljenost nad nedavno ukinitvijo nadzornih svetov v omenjenih družbah. Bojijo se, da je to le en od korakov do razprodaje energetike, zato ne izključujejo stavke. Čeprav je odhajajoča vlada obljubila, da bo do novih volitev opravljala le tekoče posle, ne pa tudi kadrovskih zamenjav v državnih podjetjih, po načelu naši namesto vaših, se bo to najprej zgodilo na Darsu. Na zahtevo Soda bo namreč morala uprava družbe za avtoceste v kratkem sklicati izredno skupščino z eno samo točko dnevnega reda, zamenjavo nadzornikov. Z minutko za kulturne vsebine pa gremo v pravljični svet vodnih vil. V mariborski operi namreč nocoj premierno uprizarjajo lirično pravljično opero Rusalka, ki velja za eno najlepših pozno-romantičnih stvaritev. Spisal jo je češki skladatelj Antonín Dvořák. Rusalka je vodna vila, ki si zaželi v človeški svet, da bi lahko ljubila in bila ljubljena. Staroslovanski pravljični motiv je Antonín Dvořák v začetku 20. stoletja prelil v 3 glasbene dele, ki se dramsko stopnjujejo od liričnega impresionizma do novoromantične opere. Eno najbolj izvajanih čeških oper na mariborskem odru dirigira češki dirigent Jaroslav Kizling. Opero odlikuje izjemna zvočna barvitost. A huge number of motifs and very rich instrumentation. One says that other composer could have 3 or 4 operas from that musical material, and Dvořák did just one. Odrska postavitev, ki je tudi delo češkega režiserja, izhaja iz pravljičnega simbolizma, ki ga že v libretu narekujejo pravljice, med drugimi Andersenova pravljica o morski deklici. We want to bring this story in the Maribor on the stage like a kind to make of the symbolistic style
to work with the fairy tale background, not to tell another story, but tell story in the language of the contemporary theatre, but with the magic and poetic things. Ena izmed bolj prepoznavnih in priljubljenih melodij je arija o mesecu. V alternaciji s češko sopranistko Jano Doležilkovo jo bo v vlogi Rusalke pela tudi Andreja Zakonjšek. V tej najbolj znani ariji o mesecu pa v bistvu prosi mesec, naj jo vodi do njenega ljubega. V bistvu je to kot ena izpoved, prošnja mesecu, ki je v bistvu njen edini prijatelj. Z opero Rusalka, ki je praizvedbo doživela v Pragi leta 1901, je Dvoržak dosegel vrh svojega gledališko-glasbenega ustvarjanja. V Mariboru so jo doslej uprizorili 5-krat, nazadnje leta 1985. Športa imamo danes kar nekaj. Najprej poglejmo k odbojkaricam. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se pripravlja na igranje v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Prvo pripravljalno tekmo proti Madžarski je v Hočah izgubila z 2-3. V Hočah ni kazalo na slovenski poraz. Igralke v modrih dresih so dobile prvi in drugi niz na 19 in 15. Razburljive naslednje 3 pa izgubile na 21, 23 in 16. Tekma je pokazala, bom rekel, kar nekaj slabosti ali pa kar dosti slabosti v naši ekipi, katere se sigurno, da skozi treninge ne bi videli. V slovenski reprezentanci manjka le še Valentina Založnik. Nazadnje so prišle igralke iz tujine, ki bodo nosile največje breme na kvalifikacijskih turnirjih v Španiji in na Češkem. Ja, smo se sestavljali iz tujine. V bistvu to je problem, ker je vsak navajen igrati svojo igro, ampak mislim, da s pripravami in z vsem skupaj bomo in s to neko zdravo sredino, z borbenostjo, mislim, da bomo lahko dosegli visoke cilje letos. V skupini s Češko, Španijo in ekipo iz prvega kroga kvalifikacij bodo imele reprezentantke v boju za Evropsko prvenstvo težko nalogo. Za vsaj dodatne kvalifikacije bi bilo dovolj drugo mesto. Prve favoritinje bodo Čehinje. Prav na Češkem je v zadnji sezoni igrala Sonja Borovinšek, ki se je vrnila v reprezentanco po 5 letih. Glede na to, da Španija mislim, da več ni toliko konkurenčna, koliko je bila v prejšnjih letih, mislim, da bi lahko osvojili drugo mesto in se kvalificirali na dodatne kvalifikacije. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na Ptuju odigrala 6. tekmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2015 v Kanadi. V sosedskem obračunu so bile uspešnejše Hrvatice, ki so zmagale z 0-3. Vse zadetke so dosegli v prvih 17 minutah tekme oziroma po prekinitvah. Po 8 tekmah imajo slovenske igralke 3 točke in so v skupini 1 skupaj s Slovakinjami na zadnjem mestu. Najuspešnejša reprezentanca skupine je Nemčija, ki je zmagala na vseh 8 tekmah. Kolega Drago Soršak je bil še pri teniških igralcih. Dobili smo letošnje slovenske teniške prvake. Tekmovalci mariborskega železničarja so osvojili 2 naslova. Matic Špec je zmagal v moški kategoriji, Lukičeva in Volmajerjeva pa med ženskimi dvojicami. Med posameznicami je naslov dosegla Maša Marc iz Olimpije, med moškimi pari pa sta slavila Jurman in Repina iz ljubljanskega Maksa. Medtem ko so državno prvenstvo v parih zaključili že včeraj, so danes na teniških igriščih mariborskega železničarja izpeljali še finalne obračune v posamični konkurenci. Naslov prvakinje si je dokaj hitro priigrala Marcova, ki je igralko Branika Brglezovo ugnala s 6-3 in 6-1. Ni bilo tako gladko, kot se sliši, no, vsak game je bil ful napet, še posebej v prvem setu, ker so bile obe na začetku malo zakrčene, pa jaz lahko rečem, da sem se malo sprostila, tako da sem pol zaigrala boljši tenis. V drugem setu pa jaz sem povedla, na to se v bistvu zaigrala še boljše, ona pa pač malo slabša, ne. Povišana telesna temperatura je Brglezovi onemogočila, da bi finale odigrala tako, kot je sposobna. Na drugi strani je Marcovi zmaga prinesla dodatno samozavest, saj se mlada igralka Olimpije po operaciji gležnja šele vrača na igrišča. Zato pa je bil zelo dolg moški finale, ki je trajal 3 ure. S 3-2 ga je dobil Matic Špec. Njegov nasprotnik, Blaž Bizjak iz Litije, je zmagal v prvem in tretjem nizu. Najprej izgubil le 1 igro, nato pa 4. Špec pa je v drugem nizu oddal 2, v četrtem 1 in v odločilnem 5. nizu 3 igre.
Državno prvenstvo je bilo nekakšen uvod v pestro majsko dogajanje na igriščih mariborskega železničarja. V naslednjem tednu jih bodo zasedli mladi evropski igralci in igralke do 14 oziroma 16 let. Tekmovali bodo na turnirju Tennis Europe. Za tiste, ki imajo radi tek in stopnice, pa naslednja vest. Univerzitetna športna zveza Maribor danes zvečer v okviru projekta Zdrava zabava pripravlja že 5. nočni tek na Kalvarijo. Udeleženci tradicionalne prireditve se bodo natančno ob 20. uri pognali po 455 stopnicah, ki vodijo na grič. Prijave bodo zbirali uro pred začetkom teka, sicer pa je udeležba brezplačna. Kot zanimivost, lanski rekord pri moških je bil minuta 45 sekund 13 stotink, pri ženskah pa 2 minuti 38 sekund in 6 stotink. Pred pregledom dogajanja po svetu pa najprej vesela novica za Slovenijo iz mednarodnega okolja. Slovenski predstavnici na letošnji pesmi Eurovizije, Tinkari Kovač in njeni ekipi je uspelo. Naša država se je v Københavnu prvič po letih 2007 in 2011 ponovno uvrstila v finale. Kot je Tinkara kasneje povedala na tiskovni konferenci, je ob odhodu na oder začutila energijo vse Slovenije. Potrebovala je bo. Zdaj v Københavnu že poteka prva vaja, večerni nastop pa bo že ocenjevala strokovna komisija. Zdaj pa še hiter pregled drugega dogajanja na mednarodnem prizorišču. Saška Jazbec. Nekdanji italijanski premijer Silvio Berlusconi je v domu za ostarele in invalide v bližini Milana začel opravljati družbeno koristno delo. 77-letni Berlusconi bo tako odslužil enoletno zaporno kazen, na katero je bil obsojen zaradi utaje davkov. Nekdanji premijer bo v domu en dan na teden po 4 ure pomagal bolnikom z demenco. Ker je Berlusconi starejši od 70 let, mu kazni ni treba prestajati v zaporu. V glavnem mestu Etiopije se bosta sestala predsednik Južnega Sudana Salva Kiir in vodja upornikov Riek Machar. To bo prvo srečanje od izbruha nasilja v Južnem Sudanu decembra lani. Medetično nasilje v Južnem Sudanu je zahtevalo na tisoče smrtnih žrtev, milijon ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Združeni narodi so obe strani obtožili zločinov proti človečnosti, med drugimi množičnih pobojev, prisiljevanja k spolnemu suženjstvu in skupinskih posilstev. V venezuelskem glavnem mestu Caracasu se nadaljujejo protivladni protesti. Znova so se vneli siloviti spopadi s pripadniki varnostnih sil, potem ko je policija vdrla v več taborov in prijela kakih 240 ljudi. Ob tem je bil ubit policist. V Venezueli se nasilje, ki je terjalo že več kot 40 življenj, ne umiri že skoraj 4 mesece. Napeto je tudi na ulicah glavnega mesta Tajske, kjer protestniki zahtevajo, da oblast v državi prevzame neizvoljen ljudski svet. Do neredov je prišlo 2 dni potem, ko je tajsko ustavno sodišče odstavilo premijerko Yingluck Shinawatro, se je odločilo, da je leta 2011 zlorabila svoj položaj. Varnostne sile so protestnike razganjale z vodnimi curki in solzivcem, ob tem je bilo ranjenih 5 ljudi. Vreme. Jutri bo po večini sončno, čez dan pa bo nekaj več oblačnosti. Predvsem v severni Sloveniji bodo krajevne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva še delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Začele se bodo pojavljati krajevne plohe ali nevihte. Zvečer še bodo padavine, deloma nevihte okrepile in počasi razširile na vso Slovenijo. V ponedeljek bo dež ponehal, najkasneje na jugovzhodu države. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji nastale krajevne plohe. Hladneje bo. Danes je 9. maj, dan Evrope. Na ta dan leta 1950 je takratni francoski zunanji minister Robert Schuman predlagal novo obliko političnega sodelovanja. Kasneje smo dobili Evropsko unijo, ki danes skupaj s Slovenijo šteje 28 članic. No, Evropo je zdaj zajela manija Eurovizija. Zato se spomnimo besed, ki jih je na Euroviziji leta 1990 v zmagovalni pesmi Insieme na čast Združeni Evropi zapel Toto Cutugno. Vse bolj smo svobodni, to niso več sanje in nič več nismo sami. Združeni smo pod eno zastavo in pod skupnim nebom. Ali je to skupno nebo naklonilo tudi kaj dobrega, presodite sami. To je bil dnevnik 9. maja 2014. Nasvidenje.